Podobe znanja. Drevesa vse svoje življenje rastejo in nekatera med njimi dosežejo izjemne velikosti. In če se rast v višino nekoč ustavi, pa se drevo leto za letom, milimeter za milimetrom debeli. Ta počasna, a vztrajna rast je, morda presenetljivo, izredno dinamičen proces, ki drevesom omogoča odzivanje na denimo letne čase in že desetletja spreminjajoče se podnebje. Vse, kar se dogaja v okolju, se tako zapiše tudi v notranjost drevesa, v kolobarje oziroma branike in drevesno skorjo. Ti kolobarji tako ne pripovedujejo zgolj o starosti samega drevesa. S podrobnim preučevanjem zgradbe in strukture lesa lahko marsikaj izvemo o okolju in razmerah, v katerih je drevo raslo. Kaj vse torej med rastjo drevesa vpliva na drevo, da je les tak, kakršen je? In kaj nam tudi struktura drevesne skorje, torej lubja, ličja, lahko pove o razmerah, v katerih je drevo raslo? S temi vprašanji se med drugim ukvarja tokratna gostja Podob znanja, doktorica Jožica Gričar, raziskovalka z oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko Gozdarskega inštituta Slovenije. Doktorica Jožica Gričar, pozdravljeni. Pozdravljeni. Drevo se pri rasti v višino zaradi fizikalnih omejitev ustavi. Rast v širino pa načeloma poteka, dokler je drevo živo. Zanima me, zakaj se rast v širino torej ne ustavi, od katerih dejavnikov je torej vse odvisna ta debelitev drevesa in navsezadnje, ali obstaja kaj, kar pa to rast vseeno omejuje? Torej, debelinska rast dreves v debelino poteka tekom rastne sezone. V našem pasu, mi smo v zmernem pasu, ko imamo tipična 4-letne čase, je ta rast sezonska in nekje se začne spomladi, se pravi konec marca, ustavi pa nekje v avgustu. V tem času na debelinsko rast dreves potekajo številni dejavniki, tako notranji, se pravi genetika, hormoni, potem razpoložljivost ogljikovih hidratov hrane in pa tudi številni zunanji dejavniki, se pravi okolje, temperatura, padavine, normalna nihanja tekom leta in pa seveda tudi zelo izrazito in nepričakovano ekstremni vremenski dogodki, ki pa lahko izrazito negativno vplivajo na debelinsko rast dreves. Poleg tega je potrebno omeniti še vpliv človeka, ki ga včasih pozabimo, se pravi onesnaženje, gospodarjenje z gozdom, krčenje gozdov in pa seveda v zadnjem času zelo veliko izpostavljamo tudi razne patogene organizme, zlasti tujerodne, za katere pa ne vemo, na kakšen način bodo vse vplivali na naše gozdove oziroma drevesa. Zdaj, zakaj drevo potrebuje vsakoletni prirastek? Zaradi tega, ker drevo, les in pa ličje, to je ta živi notranji del skorje, potrebuje za svoje delovanje. Po ličju z listov nekako se pretaka hrana, vzdolž debla do korenin, po lesu pa poteka pretok vode iz korenin v krošnjo, ki jo vodo seveda tudi drevo potrebuje za fotosintezo. Rast v višino se ustavi, rast v širino pa se načeloma ne ustavi, dokler je drevo živo. Je to povezano s to vlogo, ki jo ima les in ličje? Torej, debelinska rast se ne ustavi ravno zaradi tega, ker drevo potrebuje, pri čemer so skorjina tkiva oziroma ličje, je potrebno vedeti, da se s časom te celice prenehajo svojo funkcijo, se pravi odmrejo. In v bistvu vsakoletni razvoj novega tkiva ličja je za drevo življenjskega pomena. Sama rast v višino dreves je omejena tudi samim pretokom oziroma tenzijo vodnih stolpcev se nekako počasni, pri čemer drevo vedno potrebuje določeno količino tkiva za svoje delovanje, se pravi tkiva lesa in pa floema. Omenili ste floem, omenili ste tudi ličje in sam les. Pa me v bistvu zanima, ko se drevo debeli, ali hkrati raste tako na notranjo stran, tvori les, kot na zunanjo stran? Tkivo, ki proizvaja celice lesa in pa ličja oziroma floema, se imenuje kambi.
Se pravi, v drevesu je rast zelo omejena, kot nek tanek plašč, ki se nahaja med tema dvema tkivoma. In v našem zmernem pasu je nastajanje lesa in pa ličja usklajeno. Se pravi, produkcija celic na notranjo stran lesa in pa na zunanjo stran ličja se začne nekako istočasno in tudi zaključi istočasno. Pri čemer pa je dinamika nastajanja lesa in pa floema različna. Pri normalno zdravem drevesu v povprečju nastane 4 do 10krat več lesa tekom ene rastne sezone v primerjavi z ličjem. So pa seveda tudi razlike, koliko tkiva nastane glede na lokacijo, v kateri drevo raste. Zanimivo je, recimo, da v Sredozemlju je ta dinamika popolnoma drugačna. Ličje lahko nastaja skozi celo sezono, tudi v zimskem času, pri čemer pa recimo na stran lesa se vmes je neko dormantno obdobje, mi rečemo stanje mirovanja, ko drevo novih celic ne proizvaja in lahko rečemo, da kambi v tem primeru miruje. Če se samo spomnimo, kambi je tista krožna plast, ki razmejuje ličje in pa les. Tako, kambi je v bistvu meristem, to je lokalizirano tkivo, ki je sposobno delitve novih celic. To je za razliko recimo od kakšnih živalskih tkiv drugače. Pri drevesih oziroma lesnatih rastlinah je tako, da niso vsa tkiva sposobna delitve. In kambi, kot rečeno, proizvaja celice lesa na notranjo stran, na zunanjo celice ličja. V skori imamo pa recimo še plutni kambi, ki pa proizvaja krovno tkivo oziroma lubje, ki pa mehansko ščiti v bistvu drevo pred poškodbami, pred izsuševanjem, pred recimo napadi insektov, pa če govorimo recimo o Sredozemlju, tudi pred požari. Se pravi, ta pomembna zaščita, izolacija, da se v primeru požara notranja tkiva ne poškodujejo in ne izsušijo. Do sedaj ste našteli že kar nekaj različnih dejavnikov, ki vplivajo na samo nastajanje lesa in tudi ličja. Se pravi, sama lokacija je pomembna, tip podnebja je tudi pomemben. Pa me v bistvu zato zanima na splošno, kaj vse torej lahko, če se pred vami znajde kos lesa, kaj vse bi lahko izvedeli iz njega, zgolj po strukturi. Torej, če dobimo nek kos lesa, je naša prva naloga, da določimo drevesno vrsto. Potem seveda pogledamo strukturo. Najbolj enostaven znak so širine branik oziroma njihovo variiranje med leti. Če imamo zadostno število širin branik, poskušamo tudi datirati, se pravi ugotoviti starost dreves in pa območje, približno območje, od koder je les prišel. Seveda včasih to ni mogoče, omejitev je ogromno, lahko prihaja iz nekih podobnih podnebnih razmer. Če so pa recimo zelo take izrazite razlike, recimo zelo ozke branike, manjkajoče branike, kakšne strukturne spremembe, potem pa lahko v grobem določimo območje ali pa tip podnebja, iz katerega smo nek kos lesa dobili. Se pravi, je v največji meri pomembna predvsem ta širina branik, ali vas zanima tudi še kakšna druga lastnost? V prvem koraku širina branik oziroma to medletno variiranje širin branik je zelo taka orientacijska točka. Če pa želimo pogledati še podrobneje, recimo kakšen je bil podnebja na nastajanje lesa, potem pa v zadnjem času zelo pogosto gledamo tudi velikost in pa razporeditev prevodnih elementov v lesu. Zato, ker prevodni elementi so pod drugim vplivom podnebnih dejavnikov in pa tudi notranjih dejavnikov v primerjavi s širino branike in nam lahko zelo veliko povejo zlasti o vodnih razmerah, se pravi o količini padavin, o sušnem stresu. Suša je omejujoč dejavnik za rast dreves, tako da na ta način lahko ugotovimo, ali so bile v nekem določenem obdobju na določenem rastišču tudi sušne epizode. Potem lahko ugotovimo seveda tudi kakšne druge značilnosti, recimo kakšne poškodbe, žledolome, vetrolome, ki se seveda tudi zabeležijo v samih značilnostih lesnih branik.
Kaj točno so prevodni elementi, ki ste jih omenjali, da jih gledate? Torej, tukaj pri prevodnih elementih v lesu so razlike med iglavci in listavci. Pri iglavcih se prevodni elementi imenujejo tracheide, ki hkrati upravljajo tudi mehansko funkcijo, se pravi opora. Sicer dreves tako visokih lesnatih rastlin ne bi bilo, če ne bi imeli ustrezne opore. Pri listavcih pa govorimo o trahejah, ki pa v glavnem prevajajo vodo, za mehansko vlogo pa listavci imajo druge celice, to so pa vlakna. Se pravi, te prevodne elemente, za razliko od recimo branik, ki jih lahko vidimo s prostim očesom, gledate pa te prevodne elemente, traheje, traheide pod mikroskopom verjetno. Tako. Mi v glavnem tovrstne analize upravljamo na celični ravni z analizami pod svetlobnim mikroskopom, pri čemer nam v zadnjem času napredek tehnologije pa sistemi za analizo slike omogočajo, da se tovrstne analize upravljajo bolj ali manj avtomatsko. In s skeniranjem recimo nekega koluta dobimo sekvence, mi temu rečemo kvantitativna lesna anatomija in nam povejo predvsem veliko dodatnih informacij o vremenskih ali pa podnebnih razmerah na določenem rastišču, ki vplivajo na rast dreves. Katere konkretno so recimo lahko vse te informacije, ki jih iz tega dobite? Torej, kot sem že rekla, pri prevodnih elementih je izjemen dejavnik razpoložljivost vode, se pravi količina padavin, ki izjemno vpliva na velikost prevodnih elementov. Potem seveda tudi temperature, to so najbolj pogosti signali, se pravi zunanji signali, ki jih opazujemo. Seveda pa so razni ekstremni vremenski dogodki, ki se pojavljajo, tudi razne motnje, se vidijo lahko v obliki poškodb mehanskih, struktura je drugačna, recimo pri iglavcih se pojavijo smolni kanali, smola, ker seveda drevo poskuša neko mehansko poškodbo čim prej zapreti, da drevo zaščiti pred vdorom raznih gliv, insektov. Potem so pa v strukturi, recimo pri kakšnih sredozemskih vrstah se pa pojavijo gostotne fluktuacije, namreč tekom rasti struktura branike ni homogena. Spomladi nastaja redkejši les, ki se imenuje rani les, pozno poleti nastaja kasni les, gostejši les, to nekako barvno vidimo, rani les je svetlejši, gostejši ponavadi temno rjav. Pri mediteranskih vrstah, ki imajo pa lahko poleti en tak bolj počasneno rast, včasih se debelinska rast tudi ustavi, jeseni, ko so pa razmere bolj ugodne, temperatura pade, večja količina padavin, pa kambi začne ponovno delovati in to se vidi v teh tipičnih gostotnih fluktuacijah, mi temu rečemo, se pravi nastane rani les, kasni les in potem ponovno ranemu podoben les, pa spet kasni les. Tako da tudi takšne značilnosti, mi temu pravimo rasne posebnosti, se v neki širini branik lahko opazi. Doktorica Jožica Gričar, sliši se, kot da se v strukturi lesa skriva mnogo več, kot pa je vidno na prvi pogled. Pa me v bistvu zanima, zakaj vas pravzaprav zanima tako podrobno ta struktura lesa? Torej v zadnjem času, ko govorimo o vplivu podnebnih sprememb na rast dreves ali pa razvoj gozdov, je seveda odziv posameznega drevesa, kako se drevo spopada ali pa prilagaja takšnim spremembam v okolju, izjemno pomembno, da razumemo, kaj to pomeni za delovanje, za rast posameznega drevesa, tudi v smislu napovedi, kaj se bo v naslednjih letih dogajalo, ker neznank je ogromno. Napovedi so, kakršne so, zelo velikim tveganjem ali pa bom rekla včasih relativno nizko zanesljivostjo in brez, da poznamo nekoliko bolj podrobno, kako se drevesa spopadajo uspešno, bolj uspešno ali manj uspešno, je zelo težko napovedovati, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Tukaj se je potrebno zavedati, da drevesa so res dolgo živeča bitja, rastejo 100-150 let ali več in v resnici je
Tako da kar mi danes sadimo, v bistvu sadimo za naslednje generacije, ne. Se pravi, naše odločitve, katere drevesne vrste bomo izbrali, posadili, bodo vplivale bolj na naše vnuke, pa naslednje generacije, kot pa na naše otroke. In ugibanja, brez kakršnihkoli realnih podatkov so zelo nehvaležna. Podnebje, okolje se je v zadnjih desetletjih konkretno spremenilo. Kaj se v bistvu ugotavlja na drevesih, ki se posekajo danes? Kaj se ugotavlja, se pravi, za nazaj? Zdaj, tukaj moram poudariti, da mi se recimo izrazito ukvarjamo z debelinsko rastjo znotraj ene rastne sezone. To pomeni, da mi gremo na določeno rastišče in jemljemo vzorce vsak teden. Skratka, dobimo recimo 30 koščkov lesa in lahko v resnici dobimo zelo podroben vpogled, kako se drevesa odzivajo na neke mesečne motnje, recimo pomanjkanje vode, na sezonski ravni. To vrstno vzorčenje zahteva res ogromno terenskega dela, ogromno število vzorcev. Kar pa je zelo pozitivna stvar, je pa v tem, da teh vzorcev ne potrebujemo analizirati takoj. Za nas je zelo pomembno, da te vzorce imamo in jih lahko večkrat shranimo. Ker v resnici recimo junij 2003 ne moremo ponoviti nazaj. V lesu so sicer te informacije lahko deloma shranjene v širini branike, pri čemer pa, če ne dobimo sezonske dinamike, ne moremo točno vedeti, v katerem mesecu je določen del branike nastal, ker branika ne nastaja linearno, ampak ima obliko črke S. In pri strani skorje je pa tako, skorja se po enem letu ali dveh zgneči in te informacije pa v resnici izgubimo. Zato je skorja tudi zelo pomembna, da jo vzamemo in shranimo in lahko seveda potem čez par let te vzorce pregledamo. In kaj mi ugotavljamo? Torej, tako je, zdaj splošni trendi so takšni, da se temperatura viša. Kar se tiče pa količine padavin, je pa nekoliko drugače. V bistvu je zelo pomembna ta prerazporeditev. Pa imamo potem obdobja, ki so izrazito mokra, pa izrazito suha. In seveda to vse vpliva na prirastek dreves, lahko tudi v naslednjem letu. Tudi naši modeli napovedujejo, da naj bi se na določenih rastiščih širina branik povečevala, tudi na višjih rastiščih, ki so omejena recimo z nizkimi temperaturami, če se temperatura veča, pa je zadostna količina padavin. Na nižje ležečih rastiščih, pa recimo v primeru pomanjkanja vode in pa suše, se pa lahko širina branik manjša oziroma je bolj variabilna, kar je pa zelo nehvaležno. Zato, ker naša želja je, da bi bili prirastki čim bolj homogeni. Se pravi, da drevesa priraščajo zelo homogeno, s tem pomeni, da je tudi kakovost večja. Ker če si vi predstavljate eno leto braniko široko 1 mm, potem pa 4, pa mogoče pol milimetra, in ta variabilnost v bistvu predstavlja težavo naprej pri uporabi lesa. Les je zelo pomemben gradbeni material, čedalje bolj. In seveda lahko ta nihanja negativno vplivajo na samo kakovost hlodovine. Se pa recimo tudi Nemci opažajo z vidika strukture lesa, poročajo o tem, da naj bi se gostota padala, kar je v bistvu slabše. Nižja je gostota, manj je les primeren recimo za kakšne gradbene namene, za konstrukcije. In tukaj je v bistvu veliko vprašanj, na kakšen način bojo podnebne spremembe vplivale na samo strukturo in pa kakovost lesa, in predvsem je tukaj največja uganka v ekstremnih vremenskih dogodkih, ki pa jih mi v modele zelo težko vštrikamo, zaradi tega, ker so povsem nepričakovani, imajo lahko izrazito negativen vpliv na trende. Recimo, če rečem, da se bo širina branik večala na višje nadmorskih višinah, če je žledolom, seveda to pomeni negativen vpliv in nam lahko te trende v modelih povsem obrne. Pa še, drevesne vrste se na vremenske dogodke zelo različno odzivajo. Recimo, mi imamo primer bukev. Bukev je naša najpogostejša drevesna vrsta, njen delež naj bi se v naslednjih desetletjih še večal. In recimo, mi zelo veliko govorimo o vplivu suše na debelinsko rast dreves. Bukev pa je recimo tudi izrazito občutljiva na to pozno spomladansko pozebo.
Recimo pri tem sadnem drevju je vsako leto spomladi ogromno informacij o tem, kako to vpliva. Pozabljamo pa seveda, da to vpliva tudi na gozdnodrevje in recimo bukev je izrazito občutljiva na to vrstne dogodke, ga je pa zelo težko spet oceniti ali pa dati to v modele, zato ker je to lahko lokaliziran problem. Recimo leta 2016 je bilo na tak primer in so bile recimo bukve na nadmorski višini, mislim, da okrog 900 metrov zelo prizadete in se prav videl ta rjav pas na nekih pobočjih. Skratka, zelo lokalizirano in takšen prirastek v tistem letu je izrazito zmanjšan. Mi imamo podatke, ker smo slučajno sodelovali z Italijani, je bil recimo v tem letu zmanjšan za 80%. Recimo neka suša, ki se zgodi julija ali pa avgusta, pa mogoče vpliva 10% na debelinski prirastek. Zato, ker se zgodi že takrat, ko drevo zaključuje z debelinsko rastjo. A ne? Skratka, vpliv nekih ekstremnih dogodkov ni enakomeren na sam prirastek ali pa na delovanje drevesa in različni vremenski dogodki imajo zelo različen vpliv. Na tem mestu, ker je en del vaših raziskav tudi ukvarjanje s samo skorjo, zakaj je v bistvu tako presenetljivo, da se ukvarjate s samo strukturo skorje in ne recimo zgolj s strukturo lesa? Mi smo se začeli s to debelinsko dinamiko nastajanja lesa znotraj ene rastne sezone ukvarjati, mislim, da že 20 let nazaj. In jaz sem takrat, ko sem gledala kambi, se mi je zdelo, da če gledam samo nastajanje lesa, v bistvu ignoriram polovico zgodbe, ker kambi tvori tudi nastajanje floema. In takrat je veljalo, da zunanji vplivi na nastajanje pa strukturo floema nimajo velik vpliv. In so se kolegi tudi v tujini nekako niso videli prav velikega smisla. No, ampak ko smo mi upravljali analize nastajanja lesa, smo hkrati beležili še dinamiko nastajanja floema. In seveda eno leto podatki ne dajo veliko. Tukaj je zelo pomembno, da imate vsaj 3 rastne sezone na enem rastišču, pa upajte, da je še kakšno ekstremno leto vmes, ker takrat vam res dobite občutek, kako se drevesa na to odzivajo. In na enem rastišču res v več letih nismo opazili nekih hudih trendov v razlikah v dinamiki nastajanja floema. Ko smo pa primerjali recimo strukturo floema pri smreki na različnih rastiščih, smo pa ugotovili izrazite spremembe. In takrat smo ugotovili, da floem pravzaprav je tudi del strategije prilagajanja dreves na neke lokalne razmere. Seveda je zelo pomemben, zato ker pri floemu poteka iz listov hrana do teh razvijajočih se tkiv, do korenin in je ključen z tega vidika za transport. In floem v bistvu se je izkazalo, da da dodatne informacije, kako se drevesa odzivajo na razne ekstreme. Ko smo upravljali eno študijo na puhastem hrastu, drevesa, ki so bila prizadeta v požaru, smo ugotovili največje razlike ravno na strani floema. Razlaga je seveda ta, ker je tudi najbližje bil lokacijsko, se pravi požar najprej doseže skorje, pa potem te notranje tudi žive dele skorje. Je pa seveda tudi ta pomen, ker pač floem oskrbuje celotno drevo s hrano, pa hormoni in ostalimi signalnimi molekulami, tudi skladišči ogljikove hidrate in je za preživetje dreves ključnega pomena. Tako da v zadnjem času se v resnici kaže, da je floem ključna zgodba, tudi tuji raziskovalci so se začeli zelo intenzivno s tem ukvarjati. Manj je sicer raziskav na celičnem nivoju, tukaj v resnici mi zelo prednačimo, je pa v tej zgodbi zelo pomembno, da podatke dajemo skupaj, se pravi, da mi nimamo podatke samo na eni lokaciji, ampak gledamo isto drevesno vrsto ali pa različna drevesa na različnih rastiščih, ker s tem tudi ugotavljamo, v kakšnem delu se drevesa so se sposobna prilagoditi danim lokalnim okoljskim razmeram. Pa se pri tem osredotočate zgolj na različne lokacije po Sloveniji ali recimo spremljate eno drevesno vrsto tudi drugod po Evropi? Ne, mi v bistvu seveda vzorčenje izvajamo po Sloveniji,
ampak se povezujemo s kolegi iz tujine. In mi smo že, mislim, da kar 20 let nazaj začeli intenzivno sodelovati z različnimi raziskovalnimi inštitucijami po Evropi, pa tudi širše, Kitajske, potem Kanade, v zadnjih letih tudi Južne Amerike. Kolegi prihajajo tudi k nam v laboratorij, ker smo bili v resnici eni prvih, ki smo začeli to metodologijo sistematično razvijati, se pravi vzorčenje in pa analize sezonske dinamike nastajanja lesa in pa floema. In tukaj je treba poudariti, da je ta poenotena metodologija izjemno pomembna. Sicer vi podatkov ne morete primerjati med sabo, so lahko razlike takšne, da enostavno teh podatkov ne morete primerjati. No in zelo tesno sodelujemo predvsem s kolegi iz Češke, ki imajo ravno tako niz, mislim, da 10-letnih podatkov bukve in pa smreke. Mi smo bukev pa smreko smo začeli najprej raziskovati zaradi tega, ker sta to v Sloveniji drevesni vrsti, ki sta najpogosteje zastopani v naših gozdovih in predstavljata preko 60% naše lesne zaloge, a ne, zato sta tudi iz ekološkega pa tudi gospodarskega vidika zelo pomembni. In v resnici je tako, da so podatki iz drugih rastišč, zlasti robnih, za rast buke in pa smreke za nas zelo ključni. Ker se počasi bližava koncu, doktorica Jožica Gričar, bi me zanimalo še, poudarili ste, kako zelo pomembno je, da razlikujemo med različnimi lokacijami, med samimi rastišči, tudi v bistvu med drevesnimi vrstami, ampak kaj pa lahko vseeno napovemo v prihodnje, kaj se bo recimo dogajalo s slovenskimi gozdovi, prirastom, kakšni so trendi za bukev, smreko, morda hrast? Torej, za Slovenijo nekako že vemo, da največje težave v naslednjih desetletjih bomo zagotovo imeli s smreko. Smreke pri nas je tam okoli 30%, mogoče kakšen procent več, ampak se v zadnjih letih procent manjša. Zaradi tega, ker so smreko po drugi svetovni vojni izrazito sadili tudi na rastišča, ki so zanjo povsem neprimerna in sicer predvsem z gospodarskega vidika. No in seveda dvig temperature, sušnih razmer, ki so v zadnjih letih čedalje pogostejše, na smreko zelo negativno vplivajo. Navadno suši sledi še napadi podlubnikov, tako da vemo, da se bo trend nižal. Kar se tiče bukve, zaenkrat še vedno z bukvijo zelo dobro kaže. Skratka, njen delež narašča, ravno tako so trendi, da bo v prihodnje naraščal delež listavcev, kar je za naše gozdove normalno. Kar se tiče pa hrasta, ki je gospodarsko tudi zelo pomembna drevesna vrsta v Sloveniji, je pa tako, da v tem trenutku imamo mi 3 vrste hrastov, ki so mogoče gospodarsko najbolj pomembne. To je dob nižinski hrast, ki je v bistvu zelo občutljiv na sušo in za njega so izgledi negativni, skratka trendi niso najbolj ugodni za prihodnje. Kar se tiče pa gradna in pa cera, ki sta tudi gospodarsko pomembna, se pa kaže trend stagnacije oziroma rahlega naraščanja. Tako da mogoče bi jaz omenila še macesen, ki je tudi gospodarsko zelo pomembna vrsta, sicer delež je relativno majhen, mislim, da okrog 5%, pa so izgledi tudi negativni. Skratka, če generalno govorim, iglavci slabše kaže, za listavce pa nekoliko bolje. Zlasti tiste listavce, ki prenašajo sušne razmere. Doktorica Jožica Gričar, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala za povabilo. Podobe znanja. Z doktorico Jožico Gričar z Gozdarskega inštituta Slovenije sem se pogovarjala Klara Jurečič.